Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ja, nekaj čez 4. uro zjutraj smo bili obveščeni o požaru v dijaškem domu na Poljanski v Ljubljani. Temu je sledil izvoz prvih 4 gasilskih vozil in pa dodatne prostovoljne gasilske enote. Ob prihodu na kraj in pa po izvedenem ogledu smo določili prioritete, in sicer reševanje oseb iz prvega nadstropja in pa višjih nadstropij tudi s pomočjo 2 avtolestov. Vzporedno pa so druge napadalne skupine začele z gašenjem požara. Sledila je aktivacija dodatnih sil, vključno še z 2 prostovoljnima gasilskima enotama, enoto za podporo vodenju in pa poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Iz neposredno ogroženega območja je bilo rešenih 45 oseb, od katerih je bilo 11 predanih reševalcem. Skupna številka evakuiranih oseb pa je 363. Vse evakuirane osebe so bile nastanjene v sosednjem objektu dijaškega doma in pa za vse evakuirance smo zagotovili prvo psihosocialno pomoč. Na intervenciji je sodelovalo 77 gasilcev iz 4 enot s 23 vozili. Pozdravljeni še v imenu reševalne postaje Kliničnega centra Ljubljana. Po prejetem pozivu smo pri nas izvozili z 4 reševalnimi vozili. Poleg tega je izvozil tudi vodja izmene in ob prihodu je bilo ugotovljeno, da je večje število oseb že zapustili objekt, nekateri so bili še ujeti. Tako je bilo vzpostavljeno na varnem mestu zbirno mesto in triažna točka za te rešene in ljudi, ki so se sami evakuirali. V nadaljevanju je bilo pregledanih in na varno, toplo nameščenih 363 oseb. Kot je bilo rečeno, z našimi resursi smo nemudoma po nujni oskrbi na kraju odpeljali v klinični center takoj 3 osebe, v nadaljevanju do konca našega posredovanja pa skupno 11. Poleg naše službe je tudi sodelovala zdravstveni dom Ljubljana z urgentnim zdravnikom in pa v menjavi nočno-dnevna izmena smo potem še naredili rotacijo ekip in pa dodatne 3 osebe so priskočile na pomoč. Ko se je zadeva ocenila, ko je brigada ocenila, da je za nas zadeva zaključena, smo tudi našo intervencijo zaključili. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot smo že slišali, so urgentne ambulante kliničnega centra skupno sprejele 11 poškodovancev. Že takoj ob najavi prihoda večjega števila smo aktivirali načrt za množične nesreče. Končna številka, kot smo slišali, je bilo 11. Od tega je ena oseba bila pripeljana urgentno pediatrično ambulanto zaradi draženja dihal. 4 so bili pripeljani na internistično prvo pomoč zaradi blage zastrupitve z monoksidom, predvidoma danes tekom dneva odpuščeni domov. 6 pa je bilo poškodovancev, ki so bili pripeljani na urgentni kirurški blok. Od tega je eden huje poškodovan in je v kritičnem stanju, trenutno v operacijski dvorani, kjer se izvaja kirurška sanacija opeklin. Potem pa so bili v bistvu še ostali poškodovanci, ki so se poškodovali pri reševanju, ko so večinoma skakali iz prvega nadstropja
Od tega bosta 2 ostala hospitalizirana v bolnišnici, ker bosta predvidoma potrebovali nadaljnjo kirurško oskrbo, 3 pa bodo tekom dneva najverjetneje. Pozdravljeni vsi skupaj. Torej, policisti policijske uprave Ljubljana so bili nekaj minut čez 4. uro zjutraj obveščeni o požaru v Dijaškem domu na Poljanski cesti. Patrulje so odšle na kraj. Na kraju so začeli z izpraznitvijo objekta za zagotavljanje varnosti poškodovanih oziroma dijakov, ki so bili v študentskem domu. Po izpraznitvi objekta oziroma po prvih ukrepih sprejetih tudi strani drugih interventnih služb so policisti začeli z intenzivnim zbiranjem obvestil na kraju. Trenutno še poteka tudi ogled samega kraja dejanja oziroma dogodka. Tako da je zadeva, bom rekel, v tej fazi še v preiskavi. Kakršenkoli zaključkov do zaključka preiskave oziroma do samih kriminalistično-forenzičnih preiskav zaenkrat še ne moramo dodati. Tako da vam zaenkrat ni poznan niti vzrok samega požara. Na tem mestu bi dal informacijo, da je vzpostavljena kontaktna telefonska številka v dijaškem domu, kamor se lahko vsi starši oziroma svojci dijakov, ki so bili naveščeni v tem dijaškem domu, tudi obrnejo. Gre za telefonsko številko 01 474 8625 in tam bodo vsi svojci dobili potrebne podatke. Policijska uprava Ljubljana želi vsem poškodovanim oziroma drugače prizadetim čimprejšnje ukrepanje. Zanimalo bi me, kako je bilo v domu poskrbljeno za požarne ukrepe, ali drži, da v enem delu ni bilo požarnih stopnic, pa hkrati, če drži informacija, da se ni sprožil požarni alarm. Tako, kot sem že na začetku povedal, samo zbiranje obvestil in ugled traja še poteka, tako da trenutno teh informacij ne moramo niti uvršiti potrebiti. Mogoče še eno, lahko vsaj poveste, kje je zagorelo, se da recimo v eni izmed sob, mogoče kakšni kuhinja, karkoli, kilonastropje, katera soba. To pa verjetno se privodi. Tudi ta del, bom rekel, še ni jasen. Dejstvo je, da je zagorelo v samem dijaškem domu, to se pravi v notranjosti, karkoli več, bom rekel, glede samega mesta, kjer je ta požar, bom rekel, ustalil oziroma se začel pa zaenkrat še potrditi čistiti. Ali so vse poškodovane osebe dijaki? Ali je bila med evakuiranimi osebami tudi kakšna odrasla, kakšen zaposlen? Zdaj, med samimi poškodovanimi, po sedanjih podatkih, je to 11 oseb, tako kot bo že povedano, gre večinoma oziroma v celoti za mladoletne osebe, oziroma nekako med 15 in 19 letom. Za vse ostale, bom rekel, ki so bili napoteni iz objekta oziroma evakuirani, pa zaenkrat nimamo podatka, da je bila kakšna odrasla oseba. Kakšno vprašanje? Zdaj, zaenkrat pa tudi ni jasno, do kolikšne mere je stavba poškodovana, kakšna sanacija bo potrebna, kdaj se bodo dijaki lahko vrnili za tega podatka tudi še nimamo skam. Ogled še poteka, potem sledi pa sanacija. Jaz pa še eno vprašanje za gospoda iz UKC-ja. Poškodbe tistih, ki so skočili čez okna, pravite, da morda bodo tudi oni potrebovali kirurško zdravljenje. Za kakšne poškodbe gre pri njih? Lahko samo predvsem pomeni prosim. Natančnih podatkov ne smem podati, ampak gre za poškodbe. Eno bo zagotovo potrebovalo operativno zdravljenje, za drugo bomo pa še z dodatno diagnostiko potrdili, kako potrebno na medicinsko cesto. Mogoče še eno za načelnika, ali je mogoče preiskava, če že definira, mogoče če preiskujete kakšen sum kaznivega dejanja? Zaenkrat poteka čisto osnovno zbiranje obvestil oziroma ogled kraja.
po zaključku tega ogleda bo mogoče trditi, da gre dejansko za kakršenkoli sum kaznivega dejanja, ali gre za dogodek. Ja, se pravi, relativno hitro po začetku intervencije se je v samo intervencijo vključil oddelek za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana. V dogodku je bil obveščen tudi župan, se pravi, smo vzpostavili nek štab, mestni štab civilne zaščite v nekem izpostavljenem območju, se pravi, toliko, kar smo potrebovali. Vzpostavili smo psihosocialno pomoč za vse, ki so jo potrebovali, za vse evakuirane osebe, bili v navezavi z reševalci, s policijo, da je bilo omejeno gibanje, tako odhodi posameznih dijakov, nekontrolirani in tako naprej. Mogoče, kje so zdaj te začasne namestitve? Mi smo takrat, ko smo, se pravi, na samem kraju, smo strani dijaškega doma dobili možnost namestiti vse evakuirane osebe v sosednji blok dijaškega doma.